Šepčeva poudarja izdelovanje novih iz starih in ponošenih oblačil, ki so jih nosile naše babice. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ima to neko dodano vrednost in pa eno tako pozabljeno, izgubljeno vrednoto, da potem hodijo v krilih, ki so jih deloma že nosile njihove babice, ne? Tako so se na delavnici dekleta učila šivati krila. Pri tem je treba obvladati tako krojenje kot šivanje. Krilo je lahko obvladljivo, ni pretežko. Dekleta se naučijo same po svojih merah narisati kroj krila. Izhajamo iz osnovnega krila, potem pa na osnoven kroj krila izdelujemo kroj krila, ki si ga same narišejo. Pri tem je najpomembnejše, da je kroj pravilno narisan in da so mere prave, sicer model ne ustreza, dodaja Šepčeva. Delavnic, ki so potekale ta teden, se je sicer udeležilo 11 deklet. Naučila sem se marsikaj, da bom zdaj skreirala krilo, da nekako šivati sem se začela, že pri babi sem velika doma šivala, pa mislim neki krilo bi si rada sestavila, da bo neki imela za šolo tudi, če bo potrebno. Jaz sem se pač naučila ukrojiti majico, pa na prejšnji delavnici kiklo in pač zdaj si lahko tudi doma naredim kaj, če imam zadost blaga. Pač majčken logike je, kako narediš, drugače pa ni težko. Najtežje je narisati skico svoje obleke, šivati pa ni težko. Jeseni se obetajo nadaljevalne delavnice, na katerih se bodo dekleta učila šivanja tudi drugih kosov oblačil.